Dobrodošli v oddaji Naš nogomet, televizijskem magazinu Nogometne zveze Slovenije. Čez manj kot 14 dni bo naša članska reprezentanca na Ferskih otokih skušala osvojiti nove 3 točke v boju za uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Lani v Stožicah so naši Fercem nasuli 5 golov, tokrat pa jih čaka gostovanje sredi Atlantika, prav tam, kjer se je generacija Srečka Katanca in Zlatka Zahoviča pred več kot 10 leti že opekla. To bo ena izmed naših današnjih tem. Posvetili pa se bomo tudi jubilejnemu 20. finalu Hervis pokala Slovenije v Ljubljani med branilcem naslova in rekorderjem po osvojenih lovorikah Mariborom ter Domžalami. Obiskali smo obe ekipi, spomnili pa se bomo tudi zgodovine finalov. Če bo letošnji tako razburljiv kot lanski, ko so vijoličasti z golom v izdihljajih podaljška Domžalčane ugnali v Ljudskem vrtu, potem se nam ob koncu domače klubske sezone na najvišji ravni obeta nogometni ognjemet. Najprej pa pregled dogajanja v mlajših reprezentančnih selekcijah. Slovenska reprezentanca do 17 let pod vodstvom Miloša Kostića, ki se pripravlja na Evropsko prvenstvo prihodnje leto maja pri nas, je aprila odigrala 2 testni srečanji s Francijo. Izida v Slovenski Bistrici in Kidričevem sta bila 0:0. Konec prejšnjega meseca pa se je naša vrsta izkazala na mednarodnem turnirju Gradiška, kjer so fantje osvojili 4. mesto. Dobili so 2 tekmi, na poti do domačega prvenstva čez leto dni pa so še pomembnejše izkušnje. Smo zadovoljni, kajti fantje so zopet odigrali 5 tekem na visokem nivoju proti renomiranim nasprotnikom in to so sigurno neke izkušnje, ki jih bojo, upam, s pridom uporabljali tudi kasneje v svoji karieri. To so rezultati turnirja. Naši so ga začeli z 2 zmagama v pretekmovanju, s katerima so si zagotovili uvrstitev v polfinale. Strelci so bili Tobias Mencigar, član Domžal, Sven Dodlek iz Maribora in Daniel Vujčić iz Brava. Po zadnji tekmi pretekmovanja so naši v polfinalu izgubili s hrvaškimi vrstniki, v tekmi za 3. mesto pa so bili še drugič boljši gostitelji. Selektor ocenjuje, da so naši mladeniči v minulih mesecih dobro napredovali. Predvsem smo v letošnjem letu naredili korak naprej v fazi organizacije same faze, bolj v fazi napada, to se pravi, da bomo poskušali doseči zadetek oziroma čim več zadetkov nasprotnikovo mrežo. Še posebej, ker naši ne bodo igrali kvalifikacij. To pomeni, da v času priprav potrebujejo težke prijateljske tekme in miselni preskok iz domačega prvenstva. Ko pa enkrat igraš proti Franciji, Rusiji, Angliji, Italiji, je pa ta tempo sigurno še enkrat višji. Igrajo proti najboljšim igralcem praktično v Evropi oziroma na svetu in kot prvo je to lahko zelo dobra primerjava za njih same. Po drugi strani pa se zavedajo, da samo z enim maksimalnim pristopom, samo z eno res, bomo rekel, skoraj fanatično borbenostjo lahko dosežemo in izpolnimo tisti cilj, ki smo se ga zadali, se pravi, da na vsako tekmo poskušamo zmagati. Kje pa selektor Kostić vidi šibka mesta svoje ekipe? Treba je še izboljšati mogoče določene stvari, takoj po odvzeti žogi, tisti prehod v fazo napada, vendar to so stvari, ki se jih ne da naučiti čez noč oziroma v enem letu. To so procesi, ki trajajo dalj časa in smo pa na tej fazi, da se pač prilagajamo, učimo teh načinov in jaz verjamem, da v določenem času bomo to dosegli na takem nivoju, da bomo lahko ne samo na drugo leto na Evropskem prvenstvu, da tudi kasneje lahko to s pridom uporabljali. Vnema pri vseh je velika, načrtov še več, zato bo leto dni do začetka Evropskega prvenstva hitro minilo, sploh ker se bodo dejavnosti v prihodnji sezoni še nekoliko okrepile. Ja, prav gotovo bi si mi želeli, da bi bilo tega druženja več, vendar moramo vedeti, da je urnik že same lige oziroma različnih tekmovanj, ki jih imajo fantje, že tako natrpan, da smo mi zadovoljni, da dobimo tudi ta košček. In jaz verjamem, da bomo tudi v bodoče maksimalno izkoristili ta naš urnik in da se bo naš koledar, ki ga imamo začrtan do konca letošnjega leta in pa tudi do maja 2012 v 100% uresničil, kar s tem bi nam omogočil, da bi se približali tistemu, kar se mi želimo, se pravi tisti količini treningov, vendar je pa res to, kar ste že omenili, da je vsak dan, ki ga imamo, več plus in upam, da bomo še kakšnega dobili dodatno zraven.
V začetku junija izbrano vrsto do 21 let selektorja Tomaža Kavčiča čaka začetek kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2013. Kvalifikacijska skupina ni lahka, naši pa bodo do konca leta le dvakrat igrali doma. Prva ovira bo Litva. Mislim, da je to velika, bi rekel, neznanka. Imam 2 kasete, 2 njihovih tekem. Eno tekmo so dobili z Belorusijo, v Belorusiji 2-1, drugo so doma izgubili z Latvijo 2-1. Tako da mi moramo gledati predvsem sebe in iti od tekme do tekme. Bomo videli, kaj bomo lahko naredili. Tu pa nastane problem. Tudi na zadnji prijateljski tekmi v Makedoniji, ki so jo izgubili z 1-0, so našo vrsto pestile težave s poškodbami. Zato mlada reprezentanca le redko igra v popolni postavi. A to je sestavni del isto. Zdaj imamo v igralcu poškodovane probleme na štoperskih mestih, poškodovanje Delmeja, Nec Mevlje. Jaz mislim, da se bo v tem tednu začela trenirati, tako da bo ta lahko šla na spisek. Poškodovanje zdaj začel šele trenirati, tudi Haris Vučkič, tako da je tudi to odprto. Poškodovanje Vinko, Milec. Mislim, kar nekaj igralcev je poškodovanih, samo to je zmerno prisotno, tako da to ne bi posebej poudaril. Kaj pa klubska minutaža? Nekateri fantje v nogah nimajo dovolj tekem, zato so morda tudi manj odločni. Ekipa je perspektivna, sam problem je, da dosti igralcev ne igra, predvsem te zunaj. Če pa gledamo v naši ligi nosilce, ko je Rep, ki ne bi bil nosilec, tega tudi malo igra. Imamo tudi dosti problemov s poškodbami. Odigrali smo 4 tekme prijateljske, samo v dobeni tekmi nismo mogli biti komplet, tako da situacijo glih nimamo čisto. Kavčičeva vrsta je letos igrala le 2-krat. Pred porazom v Skopju je februarja v Kopru remizirala s Hrvaško. Izid je bil 1-1. Naš strelec pa je bil član Interbloka Filip Valenčič. Mi bomo probali vsako tekmo iti na polno, iztržiti kar se da, kaj bo to prineslo, bomo pa videli. Sigurno, tekmovalni motiv je, da se probamo uvrstiti na Evropsko prvenstvo, če nam bo to uspelo v redu. Sem pravim, treba iti od tekme do tekme. Za izpolnitev cilja mora reprezentanca, ki igra v skupini z Litvo, Finsko, Malto, Švedsko in Ukrajino, iztržiti vsaj drugo mesto. Seveda pa bi bilo izvrstno, če bi mladi leta 2013 potovali na Evropsko prvenstvo v Izrael. Zdaj pa k moški članski vrsti. V petek 3. junija bo ekipa igrala na Ferskih otokih, kjer Slovenijo v nadaljevanju kvalifikacij za Euro 2012 čaka na videz najlažji nasprotnik. Navsezadnje so ga naši lani jeseni v Ljubljani visoko premagali s 5-1, pri čemer je tedaj Tim Matavž prispeval 3 gole. Selektor Matjaž Kek odkrito priznava, da so 3 točke tudi na gostovanju nujne, saj z dosedanjim razpletom kvalifikacij ni povsem zadovoljen. Nisem zadovoljen, ker nam manjkajo 2-3 točke, vse to vsak ve, saj mi nismo slepi. In jaz absolutno sem pričakoval kakšno točko več, predvsem v določenih momentih smo sami sebi zakuhali situacijo, ampak že v Belfastu smo pokazali, da smo se dobro vrnili, kar se tiče pristopa, želje in pa tudi nekih igralnih elementov po tisti težki tekmi proti Italiji, ko smo vsi dobro vedeli po tekmu, da nismo delo dobro opravljali. Na zadnjem gostovanju v Belfastu naši niso dosegli gola, na Ferskih otokih pa bi vendarle morala prevladati kakovost slovenske ekipe, posebej zato, ker so mnogi reprezentanti ob koncu sezone v dobri formi. Jaz sem izredno vesel, da so odigrali v tem spomladanskem delu, zdaj v drugem delu vsi izredno kakovostno, da so bolj ali manj dosegli svoje cilje za klubi, to je izredno pomembno za samozavest, za neko prepričanje, ampak vedno je pa seveda reprezentanca ena zgodba, ampak tolikokrat so že dokazali, da znajo, da so pripravljeni na izzive, da imajo dovolj motiva, da imajo dovolj nekega zagona, nekega vodila v delu. Pričakovanja so zato, pa tudi zaradi visoke zmage v Stožicah, velika. Cilj pa je jasen, vrniti se z novimi 3 točkami. Potujemo v to daljno deželo zato, da zmagamo. Vendar pa tudi že v teh kvalifikacijah so Ferski otoki opozorili, da so lahko izredno neugoden nasprotnik, zaradi tega je zelo pomembno in važno, da se dobro pripravimo, ampak jasno, cilj je zmagati, osvojiti 3 točke in nadaljevati v tem ritmu, ki nas upam, da na koncu pripelje na tista mesta, ki si želimo, se pravi 1 ali 2. Pot do gola bo zaradi obrambno usmerjenega nasprotnika, ožjega igrišča in neobičajnih razmer na otokih v Atlantiku otežena. Kaj pravi selektor?
neka istočnica, neko vodilo v tej tekmi je ofenziva, ena kontrolirana ofenziva, vendar predvsem za veliko agresivnostjo ves čas pritisne njihovo zadnjo linijo. Ne jim pustiti, da oni so preskoki igro iz svoje polovice pridejo do neke priložnosti, ampak lahko je govoriti, treba je zdaj to vse skupaj narediti. To bo drugo gostovanje slovenske članske reprezentance na Ferskih otokih. Septembra leta 2000 so naši v Toftirju začeli uspešno pot na svetovno prvenstvo v Južno Korejo, pa čeprav so na koncu tekme zapravili zmago. Več o tem v nadaljevanju naše oddaje, v kateri bomo poleg Hervis pokala Slovenije predstavili tudi gradnjo nacionalnega nogometnega centra Brdo. In zdaj doslej edinemu gostovanju slovenske članske reprezentance na Ferskih otokih. Bilo je 3. septembra leta 2000 na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2002. Za ekipo legendarnega selektorja Srečka Katanca je bil uspešen krstni nastop na velikih tekmovanjih, ko je v Belgiji in na Nizozemskem pol tretji mesec predtem osvojila 2 točki. Na prijateljski tekmi pred potjo na Ferske otoke je Slovenija za nameček zmagala na prijateljski tekmi na Češkem, tako da je 4000 gledalcev v Toftirju pričakovalo gladko zmago gostov iz Slovenije. Gostitelji so bili žilavi tekmeci, a so v 25 minuti le podlegli pritisku, ko je napadalec Sašo Udovič v tretjem poskusu poskrbel za pričakovano vodstvo z 1-0. Ferci se niso dali, naši so držali vodstvo in ko je v 87 minuti Milan Ostrc povičal na 2-0, je vse kazalo na gladko zmago slovenske reprezentance. Toda potem se je zgodilo nekaj, česar tako rekoč nihče več ni pričakoval, razen amaterskih reprezentantov Ferskih otokov, ki so se pognali v lov za izenačenjem. 90. minuta, mladi študent novinarstva Uni Arge je po tej akciji znižal na 2-1. Arge je zdaj v domovini cenjen politični novinar, pisec knjig, nogometni komentator in za nameček še glasbenik. In potem še 93. minuta. Po prekršku Tončija Žlogarja so gostitelji izvajali prosti strel, ki je šel v njihovo nogometno zgodovino. Esur Hansen, lokalni električar, doma prav iz mesteca Toftir, kjer so igrali to tekmo, je streljal sjajno v slogu Zlatka Zahoviča in zadev. V slabih 3 minutah so Ferci prišli do ene izmed najbolj sladkih točk na svoji nogometni poti. Predtem so proti bolj uveljavljenim reprezentancam zmagali le proti Avstrijcem, pa še to na Švedskem. No, pozneje so točko doma osvojili še proti Škotom, Avstrijcem in lani jeseni proti Severnim Ircem. Kako pa se te tekme in izida 2-2 spominja strelec prvega gola Sašo Udovič. Že samo potovanje je bilo izredno dolgo. Prva tekma, mislim, da v takratnih kvalifikacijah. Vodili smo 2-0, mislim, da je bilo par minut do konca, na koncu 2-2, tako da je bila ta dolga pot v bistvu malo pot razočaranja nazaj, ampak vseeno, tiste kvalifikacije so se dobro išle in smo se uvrstili na svetovno prvenstvo. Kakšni pa so Udovičevi spomini na Atlantsko otočje in razmere, s katerimi se bodo soočili tudi zdajšnji reprezentanti? Enostavno tam je določen splet okoliščin, od štadiona do vremenskega vpliva, do samega potovanja, nastanitve, tako da absolutno je treba biti popolnoma profesionalen in seveda skoncentriran, ker drugače enostavno lahko vsi ti vplivi naredijo svoje. Bili smo v hotelu, kjer je bila, lahko rečem, trava v bistvu je rasla oziroma s travo prekrita streha hotela. Celo da smo bili v polkletnih prostorih in ko si odprl okno, si videl določeno trop ovac, ovce so se pasle okoli, tako da v bistvu je bilo posebno doživeti vse skupaj. In ko je Sašo Udovič že omenil ovce, v jeziku Fercev, potomcev vikingov, ime njihove dežele, Føroyar, pomeni prav to, ovčji otoki. Iz preteklosti skočimo v prihodnost. Slovenija bo v naslednjih 2 letih na Gorenjskem dobila sodoben nacionalni nogometni center za potrebe reprezentanc in drugih aktivnosti Nogometne zveze Slovenije. Nacionalni nogometni center naj bi bil umeščen v jugozahodnem delu posestva. Poudariti je potrebno, da je to posestvo 500 hektarsko in na tem južnem, jugozahodnem delu naj bi stalo to središče
tako imenovana zelenica, vadbena zelenica s 3 vadbenimi igrišči in manjšim igriščem z umetno travo. Sodelovanje med Nogometno zvezo Slovenije in Brdom je prisotno že dalj časa. Nenazadnje je bila to v preteklosti tudi baza reprezentance Slovenije za priprave na tekme in tudi za priprave na velika tekmovanja. Nacionalne nogometne centre poznamo po vsej Evropi, zato je v tem vidiku Slovenija doslej precej zaostajala za drugimi. Nova pridobitev pa ni pomembna le za nogomet, pač pa za celotno ponudbo športne infrastrukture pri nas. Brdo s to pridobitvijo naj bi v bodoče pridobilo dodatno ponudbo, saj je naš velik interes, da povečamo obisk tako domačih kot tujih gostov in to bi bila dodatna tržna možnost. Brdo bo tako ali drugače lahko v času, predvsem poletnih mesecev, ko ni drugih aktivnosti na voljo, tudi klubskim ekipam, tako domačim kot tujim, za morebitno izvajanje priprav. Vadbeni center s 3 igrišči in zelenico z umetno travo bo dopolnil Park Brdo, katerega idila zato ne bo prav nič trdela. Sam prostor se nam bo bistveno spremenil, kajti že idejni načrt govori o tem, da bi se okolica ohranila, te vadbene zelenice pa bi samo polepšale že tako urejeno okolico. Nogometna zveza Slovenije je, tako kot doslej, vzore dobre prakse iskala onstran naših meja, pri gradnji nacionalnega nogometnega centra pa je navdih našla v več tujih modelih. V zadnjih letih izstopajo predvsem 3, to je povsem nov sedež Španske nogometne zveze v bližini Madrida, ki ponuja poleg vseh potrebne infrastrukture tudi izredno kvalitetno nogometno infrastrukturo v smislu igrišč in dvoran. V zadnjih 2 letih pa sta tudi v naši bližini nastala 2 centra, eden je na Madžarskem in prav v teh mesecih je zaživel center v Srbiji, v Stari Pazovi. Celotna infrastruktura naj bi bila na voljo čez dobri 2 leti. Investicija temelji na zdravih finančnih temeljih, zato Aleš Zavrl pravi, da bojazni o morebitnih zamudah in zapletih ni. Nogometna zveza Slovenije bo nacionalni nogometni center Brdo financirala iz namenskih sredstev, tako Svetovne nogometne zveze FIFA kot Evropske nogometne zveze. Seveda glede na nacionalni pomen in tudi določen izražen javni interes, pa seveda pričakujemo tudi ustrezno podporo države. Želja Nogometne zveze Slovenije je, da bi celotni kompleks Brdo polno zaživel v korist reprezentanc in klubov ter drugih programov, ki ga krovna nogometna organizacija doslej ni mogla izvajati. A to niso edine ambicije. Poleg slovenske nogometne reprezentance pričakujemo tudi obisk pomembnih ali pa znanih nogometnih ekip v času priprav in ta center ne bi omogočal ob naši ponudbi celovito oskrbo. Vsaka kvalitetna infrastruktura na najvišjem evropskem nivoju v Sloveniji je več kot dobrodošla, bi rekel, nujno potrebna za izvajanje naših aktivnosti. In na ta način bomo samo dvignili kvaliteto našega strokovnega dela. Z izgradnjo celotnega vadbenega kompleksa bo osrednji del Slovenije skupaj s Stoženskim stadionom dobro pokrit. Nacionalni nogometni center Brdo bo tako izjemna pridobitev za ves slovenski nogomet. V 20. finalu slovenskega nogometnega pokala bomo v Stožicah 25. maja spremljali ponovitev lanskega dvoboja. Tudi letos se bosta za prestižno lovoriko pomerila Maribor in Domžale. Znova bo to obračun 2 Darkov na trenerskih klopeh. Milanič je bil lani uspešnejši od Birjukova. Rivalstvo Maribora in Domžal je vrhunec letošnje sezone, a boja za naslov prvaka vseeno ne gre enačiti s pokalnim finalom, pravi Darko Milanič. Ta finala so drugačne tekme, jasno, kot prvenstvena tekma, ko je sigurno vsega konec v 90 minutah. Tu je zmeraj možnost podaljškov oziroma tudi 11 metrov na koncu, tako da je sigurno prostora za kalkulacijo več kot drugače. Tu mislim v tem, da se ni potrebno zaletavati, je pa miselnost sigurno nespremenjena, to je moštvo NK Maribora bo šel na zmago. Nogometni klub Maribor je slovenski rekorder po številu osvojenih pokalnih lovorik. 25. maja lahko pridobi že svojo 7.
Še nekaj mesecev nazaj bi bili vijoličasti v finalu veliki favoriti, vendar spomladi igrajo slabše, pa tudi Domžale so se v prvenstvu pokazale kot čvrsta in nepopustljiva ekipa. Tako je, jasno je, da si kot trener želim, da bi moje moštvo nastopalo suvereno, da bi igralo zelo natančno, zelo disciplinirano, da nasprotnik ne bi uspel priti do izraza, kajti jasno je, da ima nasprotnik nekaj igralcev, kateri imajo kvaliteto, čvrsti so, kompaktni, kot ste sam rekel, imajo tudi veliko izkušenj, tako da čaka nas sigurno negotova tekma, v kateri si želim, kot sem rekel, da bi igrali dobro, da bi zmagali in pa tudi, da bi dosegli čim več zadetkov. 6. pokalni naslov so si lani Štajerci priigrali v dramatični končnici podaljška v svojem Ljudskem vrtu. Selitvijo v Stožice bo najbrž tudi manj mariborskih navijačev. Jaz bi bil veliko bolj vesel, da bi nastopali pred domačimi navijači na našem stadionu. Tu se jasno počutimo veliko bolje, vendar kljub temu sem prepričan, da bomo imeli veliko podporo s tribun, da bo veliko Mariborčanov navijalo za nas. V Mariboru radi rečejo, da imajo najmlajšo ekipo v Sloveniji, vendar so po besedah Darka Milaniča nabrali dovolj izkušenj, da finale odigrajo na ustrezni ravni. Je pa imel mariborski trener v zadnjih prvenstvenih tekmah težave pri sestavljanju ekipe. Tako rekoč celo polsezono igramo brez nekaterih ključnih igralcev, imamo nekaj poškodb, težav s kartoni, tako da stanje ni optimalno, vendar tisti, kateri so nared, imajo kvaliteto, imajo znanje, imajo veliko motiva, da bi osvojili trofej in mislim, da je to čisto dovolj. 3 kroge pred koncem državnega prvenstva so se s porazom v Novi Gorici nogometašem Domžal končale sanje o 3. naslovu najboljšega v državi. Priložnost, da se Mariboru, ki je vidno popuščal, približajo in ga v derbiju zadnjega kroga celo prehitijo, je bila zapravljena. Ponuja pa se nova v obliki pokalne lovorike. Normalno, to je edina lovorika, ki je Domžale nimajo. Dvakrat so bili prvaki, apsolutno 25. maj bo praznik nogometa. Mislim, prepričan sam da se v tem prvenstvu dve najboljše ekipe susreću v finalu in jaz upam, da bojo moji fantje pokazali na tej tekmi to, kar so pokazali, bom rekel, večino tekom v tej sezoni, da bomo na koncu veseli. Spominom z lanskega finale se ne da izogniti. Domžalčani so kar 2-krat vodili. S Pekićevim zadetkom ob koncu prvega polčasa so si priigrali veliko psihološko prednost. Izkušnje kažejo, da morajo ustaviti Tavareša in ne prejeti šokantnega zadetka, tako kot lani v zadnjih trenutkih podaljška. Dejansko je to bil šok lansko let, ker na koncu bi bila to moja prva lovorika, v 120 minuti prejeti zadetak je težko, ampak evo, mi smo letos spet, bom rekel, blistali v pokalu, bom rekel, suvereno prišli do finala in imamo pravo na to, da upamo, da ga bomo letos osvojili. V enem letu je igralski kader rumenih doživel manj sprememb kot vijoličasti. 11 nogometašev, ki so igrali v lanskem finalu, je še vedno zvesto Domžalam. Od lanske zmagovalne postave Maribora pa je ostala le 4. Trener Birjukov igralce pripravlja na pomembno spremembo prizorišča tekme. V Stožicah jim bo zagotovo lažje kot v vročem Ljudskem vrtu. Če me vprašate, če smo bili v istem položaju, lansko let nismo. Ker finale je bilo v Ljudskem vrtu pred 9000 gledalcev in sigurno da Maribor imao podporu s tribun. Ogromno bo Mariborovih navijačev tudi v Stožicah, ampak naših tudi. Jaz upam, da bo nekje in saj z tega vidika bomo nekako enaki. V četrtfinalu in polfinalu so Domžalčani ugnali 2 ljubljanski moštvi, Olimpijo in Interblok. Za potrditev vstopa v finale je proti slednjemu z bliskovitim protinapadom zadel Smukavec, ki je pokazal, da Birjukov vodi moštvo, ki je usklajena mešanica izkušenj in mladosti, kar bo ob napadalnem pristopu na nekdanji dan mladosti zelo pomembno. Domžale ne morejo drugače igrati, kot da igrajo nogomet, da so kombinatorno od noge do noge. Včasih nam to uspeva, včasih ne, kot vse ekipe. V Birjukovi vrsti je še vedno množica nogometašev, ki vedo, kako sladko je osvajati lovorike.
Zdaj pa še k zgodovini slovenskega pokala v 20 letih samostojnosti. V prvem finalu 24. junija leta 1992 na stadionu za Bežigradom sta se pomerila najuspešnejša slovenska kluba doslej. Prvi prvak Olimpija iz Ljubljane in Maribor, rekorder po ligaških in pokalnih naslovih. Tekma ni bila niti dobro obiskana, niti posebej kakovostna. Tudi golov iz igre ni bilo, zato je prvega zmagovalca določilo streljanje 11-metrovk. Potem, ko je mariborski vratar Mladen Damanović ubranil prvi strel Ljubljančana Zorana Ubaviča, je nogometaš Maribora Ermin Sušić dosegel prvi gol v zgodovini finalov. Njegov bosanski rojak Edin Hadžialagić pa je bil zadnji strelec, ki je Mariboru zagotovil pokal. In Aleš Križan je nekaj minut kasneje postal prvi kapetan, ki je iz rok tedanjega predsednika Nogometne zveze Slovenije Rudija Zavrla prejel lovoriko. Mimogrede, v tem elementu je Križan rekorder, saj je pokal kot kapetan dvignil 3-krat. Leto pozneje je pokal prvič osvojila Olimpija in sicer zmago z 2-1 pri publikumu v Celju. Nedeljko Topić je tedaj dosegel prvi finalni pokalni gol iz igre. Prvega pokalnega naslova pa se je kot trener veselil Bojan Prašnikar, ki je Olimpiji pomagal do prve in zadnje zeleno-bele dvojne krone. V naslednjih letih, ko so igrali po 2 finalni tekmi, so se pokalnega naslova poleg Maribora in Olimpije veselili tudi pri Muri v Murski Soboti leta 1995 in v Velenju pri Rudarju leta 1998. Ob tem je zanimivo, da je tistega leta ajdovsko Primorje tretjič zapored igralo v finalu in tretjič ostalo brez pokala. Leto pozneje je kot kapetan Maribora pokal sprejel zdajšnji selektor Matjaž Kek, a v središču pozornosti je bil vendarle tedanji trener Maribora Bojan Prašnikar. Maribor je tedaj drugič in zadnjič doslej osvojil tako prvenstvo kot pokal v eni sezoni. Obakrat je bil trener prav Prašnikar, ki je tako še vedno edini trener na domači klubski sceni, ki se lahko pohvali z dvojno krono. Šele letos bi to utegnil ponoviti Darko Milanič. V zvezi s Prašnikarjem je zanimivo to, da je kot trener izgubil le en pokalni finale, in sicer leta 2001, ko je Gorica osvojila svoj prvi pokalni naslov od skupno 2 in ugnala Prašnikarjevo Olimpijo. V tesnem finalu med Olimpijo in celskim publikumom leta 2003 je na povratni tekmi v Celju za gostitelje zadel tudi zdajšnji kapetan reprezentance Robi Koren, a Olimpija si je 4. in zadnji pokalni naslov priigrala po zaslugi mojstrskega gola hrvaškega zvezdnika Roberta Prosinečkega. V skupnem seštevku je bilo 3-3, Olimpija pa je do pokala prišla zaradi 2 golov doseženih v gosteh. A leta 2005 so do pokala v svojem 4. finalu, takrat so spet igrali le eno odločilno tekmo, vendarle, in to doma, prišli Celjani. Strelec edinega avtogola pa je bil njihov nekdani član, moldavski reprezentant v dresu Gorice, Vladislav Lungu. Sledila sta 2 zaporedna naslova Kopra. Prvega leta 2006 v finalu s Celjani je priigral Mladen Rudenja, ki je bil strelec tako iz igre, kot tudi pri izvajanju 11-metrovk. In seveda je dvignil tudi pokal, ki so ga Koprčani naslednje leto uspeli ubraniti. Nato je 2-krat zmagal ljubljanski Interblok leta 2008 in predlani na finalu v Mariboru proti Kopru. Ermin Raković je takole na sporen način dosegel drugi gol za zmagovalce in je s tem postal tudi najboljši strelec v zgodovini finalov, saj je prispeval skupno 4 zadetke. A med 8 klubi, ki so doslej zmagali v pokalu, je Maribor 6 naslovi preperičljivo najboljši. Domžalčani pa so lani postali 13. klub, ki se lahko pohvali s finalno udeležbo. A naj bo številk dovolj. 25. maja, ko bo na sporedu finale Hervis pokala Slovenije, naj govori nogomet. In ne pozabite 3. junija z gostovanjem naše članske ekipe na Ferskih otokih. Lepo se imejte in nasvidenje prihodnji mesec.